Spoštovani gospod ordinarij Andrej Saje, upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, županja občine Metlika gospa Martina Legan-Janžekovič, podžupan občine Semič gospod Rudi Kofalt soprogo, cenjeni kipar gospod Marjan Drev soprogo ter zastopniki podjetja Svete, posebej spoštovani sorodniki pomorjenih duhovnikov, dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre. Možje, ki se jih danes spominjamo, so bili duhovniki, zato je prav, da se dejanje začne s sveto mašo. Njihova krvava daritev je bila namreč samo nadaljevanje tega, kar so obhajali pri oltarju in videli pri svojem učitelju Kristusu, ki je rekel: če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Verjamemo, da oni v resnici ne potrebujejo nobenih spomenikov. Njihovo plačilo je Kristus in častno mesto pri večerji odrešenih. Spominjanje je potrebno zaradi nas, ki še potujemo v večno domovino in s tem dejanjem izpolnjujemo Božje naročilo, ki pravi: spoštujte Bogu zveste in cenite poštene na zemlji. Po 80 letih se namreč javno pred domovino in svetom Bogu zahvaljujemo in vsem sporočamo, da so ti možje Boga ljubili, vernike prav učili, mučeništvo prestali in slavo dosegli. Vredni so, da spremljajo nebeško jagnje, da so naš zgled in naši priprošniki. Spoštovani gospod nadškof Stanislav, bratje duhovniki, dragi bratje in sestre. Z današnjim evharističnim bogoslužjem se spominjamo mučeniške smrti 12 duhovnikov, ki so bili med drugo svetovno vojno umorjeni v Beli krajini. Jutri, 13. novembra, bo minilo 80 let od smrti viniškega kaplana patra Ivana Salmiča, ki je bil ubit na žežlju nad Vinico. 2 dni kasneje pa je bil ubit župnik s Prelovke Jožef Pokoren. Izmed vseh umorjenih jih je bilo 9, ki so službovali v Beli krajini, 3 pa so od drugod. Vsi so bili zverinsko mučeni zaradi vere v Boga, zvestobe evangeliju in krščanskemu občestvu ter zaradi ljubezni do slovenske zemlje. V spomin nanje in hvaležnosti za njihovo pričevanje vere bomo po sveti maši blagoslovili spomenik z njihovimi imeni, ki niso zgolj vklesana v kamen, temveč tudi v knjigo življenja. Na spomeniku, ki ga je izdelal akademski kipar Marjan Drev, je zapisano bistvo njihovega darovanja: Boga ljubili, vernike učili, mučeništvo prestali in slavo dosegli. Zahvaljujem se dekanu črnomaljske dekanije, gospodu Tonetu Gnidovcu, za pobudo postavitve tega spominskega obeležja in priprave spominske knjižice. Hvala župniku Janezu Žaklju in kaplanu Branku Jurejevčiču ter župniji Črnomelj, župniku Tomažu Marosu iz Vlavte vasi, vsem duhovnikom črnomaljske dekanije in vsem, ki ste kot predavatelji sodelovali pri pripravi tega današnjega dogodka ali na kakršenkoli drugi način prispevali k načrtovanju in izvedbi pobude za postavitev spomenika ter današnje slovesnosti. Iskrena hvala akademskemu kiparju Marjanu Drevu za izdelavo spominskega obeležja. Pesnik in pisatelj Vinko Beličič, ki je bil rojen v Črnomlju, po vojni pa je ustvarjal v Trstu, se leta 1975 ob številnih belokranjskih žrtvah revolucionarnih organov v svojem delu z naslovom Nekje je luč sprašuje: kaj so vsi ti ljudje zagrešili, da so morali iz svetlega, toplega, dehtečega sveta? S čim so si zaslužili smrt? Zakaj je moral biti spomin nanje osramočen in zabrisan? Ker so nečemu pogledali pod ornat
in svarilno spregovorili, ker so si želeli priboriti svobodo pod drugačnim znamenjem. Nego je bila rdeča zvezda, nego je bila srp ali kladivo. Namen spomenika ubitim duhovnikom Bele krajine ni iskanje krivcev za zločin, temveč počastitev njihovega spomina, ki je bil po krivici osramočen in zabrisan. Ti 12 duhovniki so nam danes vzor pastirjev, ki kljub nevarnosti ne zapustijo svoje črede in za ceno svojega življenja ostanejo zvesti dobremu pastirju. Nihče izmed njih ni gojil maščevanja do svojih nasprotnikov in ni izdajal nasprotnikov okupatorjem. Njihovo pričevanje vere in zgled dobrega pastirja nas vabita k prizadevanju za medsebojno sožitje, za spravo v slovenskem narodu, za mir in pravičnost, kot puščanju za storjene krivice in odpovedi po vsakršnemu maščevanju. V postopku za beatifikacijo slovenskih mučencev komunističnega nasilja sta na seznamu med 26 kandidati dva duhovnika tudi spomenika v Črnomlju, Jakob Omahen in pater Ivan Salmič. Iz Bele krajine izhaja še duhovnik Franc Kramarič, umorjen 2. septembra 1942 v Starem trgu pri Ložu, v Rožnem dolu v župniji Semič pa je do mučeniške smrti delovala učiteljica Marica Nartnik, umorjena 25. junija 1942 v Kleču pod Mirno goro. Novi spomenik v Črnomlju nas spodbuja, da se slovenskim učencem z zaupanjem priporočamo in ob različnih priložnostih obujamo molitveni spomin nanje. Odkot moč, da kristjan lahko sprejme mučeniško smrt? Samo iz tesne povezanosti s Kristusom. Mučeništvo ni rezultat človeške moči, je odgovor na Božjo pobudo in klic. Je dar njegove milosti, ki naredi človeka sposobnega, da iz ljubezni do Kristusa in Cerkve daruje svoje življenje. Ko prebiramo življenjepise mučencev, smo presenečeni nad njihovo vedrino in pogumom pri soočanju s trpljenjem in smrtjo. Božja moč se v celoti kaže v slabotnosti, v revščini tistih, ki se mu zaupajo in polagajo svoje upanje vanj. Pri tem je pomembno poudariti, da Božja milost ne zatre svobode tistih, ki se odločajo oziroma soočajo z mučeništvom, ampak jo nasprotno bogati in povzdiguje. Mučenec je oseba, ki je nadvse svobodna, ki v enem samem odločilnem trenutku svoje življenje podari Bogu. Z dejanjem vere, upanja in ljubezni se izroči v Božji objem. Svoje življenje žrtvuje, da bi se v celoti pridružil Kristusovi žrtvi na križu. Je dejanje ljubezni kot odgovor na neizmerno Božjo ljubezen, poudarja papež Benedikt XVI. Današnja slovesnost je poleg spomina na mučence vere povabilo in priložnost za poglobitev naše osebne vere, da bi znali prav živeti in izkoristiti Božje darove in milosti za poslanstvo in krepitev bratskega občestva. Modrost, o kateri spregovori prvo berilo iz knjige Modrosti, je Božji dar, ki je dostopen vsakemu, ki zanj prosi in si ga želi. Gospod je pri njenem razdajanju velikodušen. Pri tem ne gre zgolj za intelekt, temveč zmožnost preudarnega sklepanja in ravnanja v skladu z Božjim načrtom za nas. Drugo berilo iz pisma Tesaloničanom nas usmerja k temelju krepitve krščanskega upanja. Glede smrti in tega, kar pride po smrti, nam je Gospod po svoji besedi dal vse potrebne informacije, ki jih potrebujemo, da ne bomo žalosti
in se ne bomo vdali strahu. Evangelij nas v priliki o pametnih in nespametnih devicah spominja na nevarnost malomarnosti ali opustitve priložnosti, zaradi katere lahko zgrešimo cilj. Pametna in nespametna dekleta se ločijo zgolj po olju, ki ga imajo za svoje svetilke oziroma ga nimajo. Olje predstavlja vero, ki je kakor luč na poti. Vrči z oljem so izkušnje Božje ljubezni, ki nas krepijo v težkih trenutkih. Kar še vidimo iz prilike je, da olje pametne ne morejo dati ali podariti, posoditi nespametnim. Pri tem so izpostavljene vrednote budnosti, osebne svobode in odgovornosti vsakega posameznika za pot vere in hoje za Gospodom. Modrost je v tem, da znamo poslušati, slišati, razumeti Božjo besedo in iz nje živeti. Spomin na 12 zverinsko umorjenih duhovnikov in na druge mučence Cerkve nas vabi k prizadevanju za resnico, za spravo, za pravično družbo in k odgovornemu življenju vsakega od nas v Cerkvi in v družbi. Mučenci za Kristusa naj bodo seme novih kristjanov in upanja za Cerkev prihodnosti. Amen. Z veseljem vas pozdravljam ob tej svečani priložnosti tudi v imenu občine Črnomelj, ko se zbiramo v spomin na tragične dogodke, ki so zaznamovali našo prelepo Belo krajino. Letos mineva že 80 let od mučeniške smrti naših dragocenih dušnih pastirjev, ki so se s svojo predanostjo in pogumom zaslužili večno spoštovanje. Posebno znamenje, ki ga danes blagoslovimo sredi naše ljube župnije Črnomelj, nosi v sebi sporočilo zvestobe, vere in poguma. Belokranjski duhovniki, ki so se pred 8 desetletji odrekli svojim življenjem v imenu vere, so pustili trajen pečat na našem skupnem spominu. Ob tej priložnosti želimo izraziti globoko hvaležnost vsem, ki so se svojim trpljenjem in žrtvovanjem položili temelje naše verske dediščine. Posebna omemba velja tudi duhovniku Ivanu Salmiču, ki je sa svojo nesebično predanostjo reševal življenje. Njegovo srce, polno ljubezni do bližnjega, je svetel zgled, ki nas navdihuje še danes. Naj nam bo ta dogodek priložnost za medsebojno povezanost, za skupno molitev in zahvalo za dar vere, ki smo ga prejeli od naših predhodnikov. Spoštovani danes prisotni sorodniki in družine naših dragocenih dušnih pastirjev, ob tem ganljivem trenutku želim tudi v imenu občine Črnomelj izraziti iskreno sožalje in globoko sočutje v imenu celotne skupnosti tukaj zbranih. Zavedajte se, da ima njihova žrtev trajen pomen, ki presega čas in prostor. Naj bo današnji blagoslov znamenje simbol solidarnosti, ljubezni in spoštovanja. Naj nas blagoslov te svečane priložnosti napolni za vero, upanje in ljubeznijo. Hvala. Dragi bratje in sestre, ob zaključku te slovesnosti bi se rad kot župnik župnije Črnomelj izrekel zahvalo ob tem velikem dnevu blagoslovitve spomenika ubitim duhovnikom v Beli krajini. 8. novembra je bil na župnijskem vrtu postavljen spomenik. Kip je dar duhovnikov dekanije Črnomelj, belokranjskih župnij ter nadškofije Ljubljana in Novo mesto. To so bili naši bratje, duhovniki, in se jih s spoštovanjem spominjamo. Kot kristjani oznanjamo Jezusovo vstajenje in Boga, ki se imenuje Bog ljubezni, ki ljubi vse ljudi, svoje otroke, in da ne želi nobenega pogube.
Bog nas varuj vsake vojske. Lepo se zahvaljujem našemu novomeškemu škofu, dr. Andreju Sajetu, da smo skupaj obhajali sveto mašo in za njegove besede v pridigi ter za blagoslov. Prav tako lepa zahvala za prisotnost upokojnemu beograjskemu nadškofu Stanislavu Hočevarju, ki nas je prejšnjo nedeljo nagovoril na žežlju v pomenljivem govoru o spravi v slovenskem narodu. Lepo pozdravljam in se zahvaljujem za obisk predstavnikom občine iz Šemiča, Metlike in Črnomlja. Hvala vam za vašo izkazano pieteto, ki pokaže, kako ste resnično predstavniki vseh svojih občanov. Hvala vam. Hvala akademskemu kiparju dr. Marjanu Drevu za izredno delo in kamnoseštvu svete za izredno izvedbo tega spomenika. Iskrena hvala vam, sorodnikim ubitih duhovnikov, za vašo udeležbo. Bili so ti vaši sorodniki, duhovniki, veliki pričevalci. Iskrena zahvala našemu dekanu, Tonetu Gnidovcu, ki je glavni pobudnik tega spomenika in je tisti, ki je nenehno najbolj gorel za to idejo spomenika in sprave. Hvala tudi vsem ostalim dekanijskim duhovnikom ter vsem drugim duhovnikom, rojakom ali ki ste kako drugače močno povezani z Belo krajino. Lepa zahvala gre kaplanu Branku Jurijevčiču, ki je dal idejo ostalega Kristusa in pomagal s požrtvovalnimi sodelavci oblikovati vrt. Hvala vsem darovalcem peska za vrt, vsem, ki ste pekli pecivo, pripravljali vino in pripravili vse potrebno za pogostitev. Hvala gospodu Lukatu Zidanšku, ki se je prav tako zelo angažiral, da je vse lepo potekalo. Na tem mestu tudi zahvala spomeniškemu varstvu za strokovno spremljanje projekta ureditve vrta. Hvala duhovniškemu oktetu Oremus, da ste svojo pesmijo pospremili k spominu naše ubite brate duhovnike. Hvala generalnemu vikarju Petru Kokocu, nekdanjemu župniku te župnije. Hvala gre Tomažu Marasu, ki je v ta namen pregledal ogromno arhivskega gradiva in pomagal pripraviti knjižico, ki jo boste danes dobili. Hvala tudi časniku Družina, Radio Ognjišče in Radio Vatikan za medijsko podporo. Bog je velik in nad vse ljubezni vreden. Hvala našim duhovnikom, prednikom, za njihov zgled pričevanja ostalega Kristusa. Hvala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. o Jezus, odpusti Nam naše grehe, povabi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Bratje in sestre, ta sveta podoba našega ostalega Gospoda Jezusa bo oznanila moč Kristusovega odrešenja. Tukaj bo zato,
da bi se mi ob njej ustavljali, premišljevali Božjo ljubezen do nas in si nabirali moč za premagovanje vsakdanjih križev. Želim, da bi vsak, ki se bo ob njej ustavil, doživel Božjo bližino in bil pripravljen sveto oznanjati ter delovati za spravo in mir. Spoštovani nadškof, upokojeni nadškof beograjske škofije, monsignor Stanislav Hočevar, spoštovani škof dr. Andrej Saje, spoštovani Anton Gnidovec, dekan dekanije Vinica, spoštovani vsi duhovniki, predstavniki občin, 3 beograjskih občin in spoštovani vsi prisotni. Ljudje si v podobah ustvarjamo različne predstave in gledamo svet na mnogo načinov. Vemo, da slika lahko pove več kot 1000 besed in prav zato, da se misel ne pobegne kamorkoli, je stvar kulture in kultivacije v tem, da je o kiparskem ali slikarskem delu smiselno povedati nekaj besed. V prejšnjih časih so umetnost presojali zgolj umetnostni zgodovinarji. Danes pa poskušamo poti nastajanja nekega dela od ideje do izvedbe predstaviti tudi avtorji sami. Zavedamo se, da povedana beseda podobe ne more zajeti v celoti, ampak se ji lahko samo približa. Nastajanje kipa je usmerjeno na 4 sporočila. Zakaj je narejen, čemu je namenjen, kako je namenjen vsebinsko in likovno predstavljen in kako je kip postavljen v prostor. To se pri tem spomeniku kaže takole. Namen tega spomenika je obeležiti spomin na nek tragični čas v zgodovini našega naroda. Namenjen je 12 tragično preminulim duhovnikom iz Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane z okolico, Savinjske doline, Gorenjske in Češke, ki so v tistem času delovali v Beli krajini in da njihova žrtev nikoli ne bi zbledela v pozabo. Izhodiščno vsebinsko zamisel tvorijo lik vstalega Kristusa, napis Boga ljubili, vernike učili, mučeništvo prestali, slavo dosegli in podobe duhovnikov. Prizorišče trajne likovne zabeležbe kipa v prostoru predstavlja bivši vrt, sedanji park, opremljen s kovano grajo in historično stavbno arhitekturo. Pri realizaciji teh predpostavk sem izhajal iz stališča likovne in duhovne obogatitve kraja po vzoru tradicionalne umetnosti, po svojih zmožnostih delati lepo in dobro in plemenito, ne oziraja se na dejstvo, da je današnja družba že tako razslojena in umetnost tako diferencirana, da nekateri takšno umetnost označujejo celo kot kič. A na tej poti je kljub temu smiselno vztrajati, ker gre za večne vrednote. Zato, ker so generacije umetnikov skozi zgodovino ustvarjale kompozicijske kanone in skozi pravilno tkale vezi do neizmernih globin duhovnih notranjosti opazovalcev umetnin. Odgovornost do kompozicije ali soodnosnosti vodi k doživljanju harmonije in lepega. Vsebinski karakter obeležja s podobo Kristusa, napisa in portretov duhovnikov je tak, da je bilo kompozicijo smiselno zastaviti kot kiparski triptih. Skulptura je izdelana iz 3 kamnitih blokov, osrednjega tvori figura vstalega Kristusa v peščenjaku svetle oker barve, stranska bloka iz enakega materiala sta namenjena portretom duhovnikov. Gledano od spredaj je format skulpture v velikem merilu skoraj kvadraten in topogledno modern in minimalističen. Njena notranjost je klasično razgibana notranjost figure vstalega Kristusa in portreti. Monumentalni lik Kristusa je zasnovan v tako imenovanem
kiparskem kontrapostu in drži kontraposta. Pri tem postane človeško telo prostor specifično kiparskega govora, s katerim se nagovarja doživljanje opazovalca. Polreliefna figura izstopa iz ozadja, kot da se dviguje iz kamnitih blokov groba. Osrednji del sporočila tvori draperija z napisom med skrajno razpetima rokama. Portreti duhovnikov v belem peščenjaku so predstavljeni v eliptične oblike po vzoru porcelanastih portretov umrlih na pokopaliških spomenikih, razvrščeni zrcalno simetrično, statično in tvorijo oster kontrast s razgibano figuro Kristusa. Mislim, da je naloga umetnosti nasplošno, kakor tudi kiparstva, v tem, da človeku nagovarja fino občutenja. Na to smo v današnjem času umetnosti, ki gradi bolj ali manj samo še na vizualnih efektih, skoraj da pozabili. Kulture se je potrebno učiti in obnavljati naprej, zato tudi novim rodovom, da se ne bi izgubilo v pozabo, sploh v današnjem času hitrih, obilnih in pogosto površnih informacij. Na koncu izrekam iskreno zahvalo in izkazano zaupanje dekanu gospodu Tonetu Gnidovcu in župniku Janezu Žaklju, Kamnosreštvu Svete pa za odlično strokovno podporo pri izvedbi v kamen. Hvala lepa. Prijatelji moji, glejte, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubizni. Na krički cerkvice, očice bile, srebrnimi glasovi so zapile, doline polni sladka melodija.